Pozdravljeni. To je drugi del video vodiča o uporabi programa AnyDesk, ki vam omogoča, da dovolite dostop do vašega telefona in spremembe, nastavitve in vse potrebno neki tretji osebi preko interneta. Se pravi, jim omogočite oddaljen dostop. Poglejmo, kako zdaj ta program uporabljamo. Na vašem telefonu, to je v tem videu primer levega zaslona, poiščete aplikacijo, ki smo jo v predhodnem vodiču inštalirali. Imenuje se AnyDesk, smo rekli. Moj problem pa je, da so tele črke tako majčkene, da jaz komi berem. Brez očal tega ne vidim in želim, da mi pomaga nekdo nastaviti te črke večje. Poženem aplikacijo. Kot rečeno, vaš naslov je tale številka, jo pokličete pomočnika in mu povete številko. Pomočnik bo na svojem računalniku, tole je pa desni del tega videa, desni ekran, pognal aplikacijo pod enakim imenom in vpisal vaš naslov 542501032 in se povezal z vašim telefonom. Vaš telefon seveda vas bo vprašal, ali dovolite to povezavo. Potrdite jo. Potrdite to še enkrat, da dejansko začnemo z to povezavo. In telefona sta med sabo že povezana. Zdaj ima pomočnik na svojem računalniku dostop do vašega telefona in lahko na njem praktično dela karkoli namesto vas. Premika vaše zaslone oziroma gre v nastavitev in uredi povečavo črk, ki so bile za nas premajhne, in jih bomo povečali na maksimum za voljo tega video vodiča. Če zdaj pogledamo na vašem telefonu, je pisava večja, toliko večja, da se celo ne izpiše cela beseda, vendar pa vse druge velikosti črk so enormno velike, lepo se da prebrati in morda vam je ta nastavitev bila tako pomembna, da ste zato rabili pomoč. Ko sejo želite zaključiti, lahko sejo prekine tako vaš tehnični pomočnik na svoji strani, tako da sejo ugasne z knokom X, ali pa vi na telefonu z prav tako podobnim gumbom X, ki povezavo prekine. Jaz sem prekinil na mojem telefonu to povezavo in jasno kolega na drugi strani Ljubljane, ki je sedel za računalnikom in mi velikost pisave pomagal nastaviti, je povezavo z mojim telefonom izgubil. Srečno!